Pozdravljeni, tako pa smo zakorakali v september, veliko je novega, veliko se dogaja in veliko se dogaja tudi na Facebooku. Kot ste že verjetno ugotovili, naenkrat spreminja se podoba, spreminjajo se stvari in ogromno enih novosti je tako že Facebook napovedoval celo leto, se pravi sploh v času korone se je ogromno dogajalo in zdaj se neke stvari tudi implementirajo, tako da jih bomo lahko kmalu uporabljali. Kako bom vam zaupala že v tretji ponovitvi spletne Facebook delavnice, ki se bo začela 21.9., se pravi septembra. Srečali se bomo 6-krat v živo, po uro pa pol, vse poteka preko Zooma, vse se tudi snema, kar pomeni, če takrat ne morete biti z nami v živo, lahko pogledate zvečer ali kadarkoli, ker vam posnetki tudi ostanejo. In še na voljo sem vam v Facebook delavnici. Zdaj, kaj bomo obdelali? Poleg vse, kar je opisano na linku oziroma na spletni strani spodaj, še definitivno novosti, kaj se bo med tem času dogajalo, še sama ne vem, tako da jaz sem vedno up to date, se pravi, da takrat tudi vključim čisto nove stvari tudi v samo delavnico. Zagotovo pa bomo obdelali, jaz sem si kar zapisala, da ne bom kaj pozabila, ker je toliko enih sprememb. In sicer novi izgled, vemo, zdaj za 1. septembrom bi naj uporabljali le ta novi izgled, ki ga marsikdo ne mara, ampak je dizajn malo osvežen, žal pa še neke stvari ne delajo, ampak je kar nekaj funkcionalnosti, ki vam bojo prišle prav. Potem neke novosti so tudi v samem Messengerju, se pravi aplikaciji za komunikacijo, online eventi, se pravi spletni dogodki, kjer bo možno tudi kupiti vstopnico. Kako bo to potekalo, koliko bo to stalo, vam bom zaupala prav tako na spletni delavnici. Potem že v Ameriki je zdaj jasno, že se uporablja prodajanje v živo, se pravi kot en TV shop. Vmes, ko boste v živo z vašimi sledilci, boste lahko tudi prodajali vaše storitve, produkte, tako da spremljajte. Potem seveda Facebook trgovina, tisti, ki ste spletni trgovci, veste, da tudi Facebook na poslovnih straneh omogoča tudi dodajanje artiklov. Tudi tu se kar nekaj stvari spremenilo, je malo bolj daljši korak, ampak zelo funkcionalen, ni več tako enostavno, kot je bilo, ampak ko veste točno, kaj narediti, tudi ni težko, tako da tudi to bomo obdelali. Po novem vemo, tudi se dodajajo hashtagi, koliko hashtagov, kako jih dodajati, prav tako na delavnici in tudi seveda orodje za kreiranje objav, za načrtovanje objav kot Facebook in Instagram, se pravi, to je orodje za ustvarjanje, za objavljanje, bomo tudi šli skozi, ogromno je tudi enih novosti, skozi se nadgrajuje, tako da tudi potem se bomo skupaj sprehodili, tako da boste vedeli objavljati in tudi načrtovati objave, se pravi, kako se skupaj avtomatizirati. Se pravi, to je samo nekaj novosti, seveda pa so še vedno klasične stvari, ki so zelo pomembne, da ste uspešni na Facebooku. Tako da vabljeni, to je že tretja ponovitev in skoraj sem 100%, da zadnja letos, tako da se splača izkoristiti. Tako da vabljeni, upam, da se vidimo v živo. V prejšnjih 2 delavnicah smo zelo uživali, udeleženci so bili zelo zadovoljni, kar lahko preberete tudi na tej pristajalni strani, tako da če želite se kaj novega naučiti, razturati na Facebooku, vabljeni.